Spoštovani, lepo pozdravljeni, dobrodošli na drugem predavanju v sklopu ciklusa 3 predavanj z naslovom Potovanje v vesolje v zavesti. Predavanja potekajo v sklopu istoimenskega projekta, katerega nosilec je Svetlana Dramnič z podjetjem Rostar Produkcija. Izvedba projekta je pa tudi podprta strani Ministrstva za kulturo in preko sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na prvem predavanju smo gostili doktorja Urbana Kordeša z zelo zanimivim predavanjem Zavest v vesolju ali Vesolje v zavesti. Predavanje smo pa tudi posneli, tako da si ga lahko na spletu tudi ogledate. Danes bo naša gostja dr. Maša Jazbec, ki bo predstavila temo povezovanje tehnoloških znanj, industrije, znanstvenih dognanj o umetnosti in humanizaciji tehnologij. Pridružil se bo tudi dr. Uroš Ocepek, s katerim soustvarjata zanimivo delo v Centru raziskovalnih umetnosti in kulture v sklopu Delavskega doma Trbovlje. Tako da bomo videli, kako se lahko prepletajo same napredne tehnologije in tudi umetnost. Tudi danes bo moderator Raj Pertot, ki je kreativni umetniški vodja omenjenega projekta, predavatelj zgodovine umetnosti in vizualnih komunikacij, prostorski umetnik, glasbenik, performer in še marsikaj. Tako da bi zdaj dal besedo kar Raju in gremo na predavanje. Ok, v redu. Dober večer. V glavnem, jaz bi samo omenil to, da nekje vsa ta predavanja so vezana na nekje povezavo med umetnostjo in tehnologijo in predvsem na nekje raziskovanje sebe, ki je v bistvu na nek način bistvo našega poslanstva in raziskovanje o zavesti o tem, kdo smo, kaj smo, kje smo v odnosu do bivalnega konteksta, v odnosu do sopotnikov in do poti, ki jo želimo skupaj prehoditi in graditi. Skratka, raziskovanje in zavest o vsem. V tem kontekstu smo organizirali tudi ta ciklus predavanj in nocoj nam bosta govorila o interakciji med tehnološkimi znanji, industrijo, znanstvenimi dognanji o umetnosti in humanizaciji tehnologij, dr. Maša Jazbec in dr. Uroš Ocepek. Tukaj vam bom zdaj na kratko predstavil. Maša Jazbec je končala študij likovne umetnosti na Pedagoški fakulteti v Mariboru pod mentorstvom profesorja Dušana Zidarja. Nato je nadaljevala z magistrskim študijem novomedijske umetnosti na Linški univerzi v Avstriji. V okviru magistrskega študija je opravila študijsko izmenjavo na IAMAS, Institute of Advanced Media Arts and Science na Japonskem. Po končanem magisteriju nadaljuje doktorski študij na Univerzi Tsukuba na Japonskem. Z umetniškimi projekti se je pa predstavila na intermedijskih platformah, kot so Ars Electronica, Athens Media Art Festival, Lab 30, Tsukuba Media Art Festival, ISEA, Speculum Artium, MFRU, Iblix, Sonica, Artspace in še marsikje. Od oktobra 2019 je vodja laboratorija DDT Lab v kontekstu mreže Centrov raziskovanih umetnosti in kulture. Tu deluje na področju kibernetike, virtualizacije, BCI sistemov in robotike. Ta center je v Trbovlju in v bistvu na nek način je Trbovlje postal neke vrste center intermedijskih umetnosti tudi zaradi nje. Pogovoru se bo pridružil Uroš Ocepek, dr. Uroš Ocepek, ki je učitelj strokovnih modulov z področja računalništva na Srednji tehniški in poklicni šoli v Trbovlje in docent z področja varnostnih ved na Univerzi v Mariboru. Je predsednik državne predmetne komisije za računalništvo na poklicni maturi. Prav tako je tudi član skupine RINOS, ki deluje pod vodstvom Ministrstva za znanost in šport. Tu skrbi za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih predšolske vzgoje, osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah. Dr. Ocepek poučuje predmete s področja računalništva s poudarkom na programiranju, načrtovanju in postavitvi podatkovnih baz, računalniškem oblikovanju in prav tako kot na edini šoli v Sloveniji tudi na umetni inteligenci.
V glavnem predal bi besedo dr. Maši Jazbec, predvsem, če nam razloži mogoče in obrazloži malo bolj detaljno delovanje DDT Laba in z vsem bogastvom, ki ga pač proizvajate. Ja. Hvala. Z veseljem. Najlepša hvala za povabilo, hvala tudi za takšne super predstavitve. Ja, lep pozdrav iz Trbovelj, kot se zadnje čase tudi imenuje Novomedijsko Trbovlje, tako da nekako ob prvi misli na mesto Trbovlje mnogim ne pride več naprej samo ta industrija in rudarstvo, na kar smo ponosni, to so naše korenine, ampak že tudi na razne novomedijske stvaritve, visoka tehnologija, ne samo v umetnosti, ampak tudi kar nekaj visokotehnoloških podjetij v Trbovljah, kar nekaj visokotehnoloških startupov. Skratka se nekako rojevamo, prebujamo, tako da moram reči, da so v Trbovljah odlično in vse vabim, da se daj oglasite k nam. Ja, in zdaj kot neka taka češnjica na vsem tem je pa tudi zdaj ta naš DDT laboratorij oziroma mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, RUK. To je velik projekt, ampak glavni pri tem projektu prijavitelj je Delavski dom Trbovlje, še skupaj z dvema partnerjema, Kibla Maribor pa Pina v Kopru. In vsi imamo v vsakem mestu svoje laboratorije, in eden izmed laboratorijev je tudi tukaj pri nas, DDT laboratorij, ki je v okviru Delavskega doma Trbovlje. Vendar naši prostori so pa tukaj v Katapultu, to je podjetniški inkubator, ki ga je ustanovilo podjetje Devesoft. Sem smo se pa odločili za ta prostor, zato ker Delavski dom najbrž vsi poznate, je fascinantna arhitektura, res izjemen kulturni dom, največji v Zasavju, ampak ker pa naš laboratorij ima pa neko tako posebno specifiko glede prostora, je le laboratorij, smo se pa nekako odločili, da bomo šli pa z enoto Delavskega doma, se pravi z laboratorijem pa v Katapult, ker je tudi takšna družba, da dobro pašemo zraven, ker ogromno je takih visokotehnoloških podjetij tukaj, kot start-upov, in tudi seveda zdaj smo pa še umetniki zraven in zelo dobro sodelujemo. Se pravi, v našem DDT laboratoriju smo v bistvu z delovanjem smo začeli oktobra 2019 in v tem času smo vzpostavili 3 laboratorije. En laboratorij je laboratorij za virtualno resničnost, potem je laboratorij za robotiko in mogoče najbolj prepoznaven naš laboratorij je pa laboratorij za BCI tehnologije oziroma laboratorij za spoznavanje in razvoj aplikacij, ki bazirajo na brain-computer interfejsu oziroma na vmesniku med računalnikom in našimi možgani. In vse te tehnologije, vse teh laboratorijih med seboj zelo dobro povezujemo, prepletamo in nekako naš, kako bi rekla, moto, kaj je tudi humanizacija tehnologij. Namreč naša misija je, pa zavzemamo se za demokratizacijo novih tehnologij, znanstvenih dosežkov ter intermedijske umetnosti. Se pravi, smo takšna platforma, kjer predstavljamo vse to in ne samo, da predstavljamo, ampak obiskovalci, ki pridejo k nam v laboratorij, lahko to tudi vse izkusijo. Se pravi, da lahko izkusijo razne projekte, ki se tiče virtualne resničnosti in razširjene resničnosti, spoznavajo lahko robote, kajti v našem laboratoriju imamo 2 robota, eno manjšo industrijsko robotsko roko in humanoidnega robota Nauta, ki smo ga mi preimenovali, naša je Eva. Tako da kot zanimivost naj rečem, da kdorkoli se z nami pogovarja, od robotih sploh noben več ne reče robot, ampak je kar vsi poimenujejo že Eva. Ker tudi mi smo nekako, kot sem omenila, humanizacija tehnologij, njej nekako gradimo karakter in osebnost. Tako da za nas ni zgolj nek nao izmed tisočih, ampak je Eva in ima že svoj karakter in svojo osebnost. In
tudi že predstavlja se že na raznih platformih, bila je že na primer moderatorka na telekonferenci Prihodnost industrije in internacionalizacije, kjer je napovedovala slavnostne govorce, tako da takrat se je moderator kar malo strašil, ne, za njegov poklic, kaj bo v prihodnosti. Potem je imela razne performanse tudi s tem priznanim slovenskim igralcem in animatorjem Tilnom Artačom. Potem najmlajše uči matematiko v okviru projekta SOS šola, se pravi tisti, ki se mogoče imajo malo strahu pred matematiko, lahko pridejo samo v Katapult, ker se preko igre učijo matematiko, no, in potem jih tudi pozdrav Eva, in Eva pove, kako pomembna je matematika, ne, da tudi ne bi bilo, če se pač ne bi učili matematike. No in seveda najbolj smo pa prepoznavni, kot sem že prej omenila, po tem brain computer interfejsih, ne, ker pri nas obiskovalci, ki pridejo k nam, ne da v teoriji lahko to spoznajo, ampak lahko tudi izkusijo, ker nam se gre največ za izkušnje vseh teh tehnologij, ne. Se pravi, pri nas spoznajo te naprave, kako delujejo, ne le v teoriji, ampak jih to tudi preizkusijo in potem jim demonstriramo tudi naše aplikacije, ki smo jih že razvili, se pravi, lahko slikajo samo z mislimi na digitalno platno s pomočjo teh naprav, potem lahko robotska roka riše namesto njih, se pravi, lahko krmilijo samo z mislimi, potem tudi to našo robotko Evo lahko upravljajo z mislimi, pa tudi pri nas se da tudi leteti samo z mislimi, kajti imamo tudi zelo dobro sodelovanje s podjetjem za aviacijo Aformix. To je najbolj uspešno podjetje za aviacijo v Sloveniji, izdelujejo lahko motorna letala ter tudi razvijajo simulatorje letenja, ker imajo tudi šolo letenja. In preden grejo piloti v pravo letalo, opravijo nekaj ur letenja v simulatorju. No, in mi smo se povezali z njimi, sploh z njihovima dekletoma, Nika Mlinarič in Ines Repnik sta super inženirki in raziskovalki, no in skupaj z njimi pa tudi z Urošem Ocepkom smo razvili krmilo, da lahko mi upravljamo to letalo, se pravi simulator letenja samo z mislimi. Ok, jaz bi tukaj, me zanima samo dve stvari na to, kar si zdaj povedala. Prvič, kdo gradi karakter Eve, to je prva stvar, ali so vsi skupaj sodelujejo, ali to sta v bistvu tam, in potem bi Uroša vprašal predvsem, če pove, kakšen je pa prispevek recimo njegove vloge kot učitelja tudi pri gradnji vašega sodelovanja. To dvoje za enkrat, pa naprej. Ok, no, pa bom kar prvo še tole z Evo, da objasnim. Ja. No, kot je bilo že uvodoma omenjeno, ne, da sem jaz študirala na Japonskem. Ne. In zakaj sem šla jaz na Japonsko? Ne? Ker me zelo že od nekdaj zanima robotika, predvsem humanoidna robotika in tudi androidna znanost. Ne. Tudi humanoidna robotika, to je to, kar pač razvija profesor Hiroshi Ishiguro, se pravi androidne robote, roboti, ki so takšni kot mi. Ne. In kot vemo, Japonci imajo že tak nek poseben pristop k tehnologiji in predvsem k robotiki. Ne. Oni res humanizirajo robote, to izhaja že z njihove kulture, animejev in tega. Ne. In tam na Japonskem res imajo skoraj vsi roboti imajo nek karakter. Ne. In potem smo hotela isto še nekako k nam v Slovenijo prinesti. Ne. Tako da sem se nekako z podlage iz Japonske nekako odločila, da bi tudi v Sloveniji lahko imeli nekaj takega, pa kar vsi skupaj nekako v laboratoriji gradimo to osebnost. No. Ker je taka malo nagajiva, sarkastična, no, taka prava gajsna Trboveljčanka. Tako da ima tudi svoj Facebook profil, tako da je lahko tudi tam spremljate. No. Okay. Da bi pa predala Urošu, besedo, da pove. Dobro večer vsem skupaj. Hvala sicer tudi za napoved. Kot ste že rekli, sem učitelj na srednji šoli, torej strokovni in poklicni šoli, predvsem na programu tehnika računalništva. Ko se je ustanovil DTT Lab, smo takoj pristopili zraven na njihovo pobudo. Seveda smo se takoj odzvali
Zdaj, v bistvu naše stališče je tako, da mi želimo dijakom dati ne samo teoretično znanje in tisto, kar je praktično, ampak tudi, da jih seznamo s sodobno tehnologijo, torej tisto, kar se danes uporablja v svetu. Zdaj, verjetno ni težko paziti, da tisto, kar nam daje ministrstvo in vse institucije izobraževalne, ki so povezane z nami, gre za tisto znanje, ki je že mogoče 10 ali pa 20 let zastarano oziroma staro. Seveda še vedno temeljimo na tem, da ključna znanja se ne spreminjajo, ampak ja, želimo dijakom dati tudi možnost ne samo, da vidijo in testirajo, ampak tudi, da razvijajo aplikacije oziroma da uporabljajo sodobno tehnologijo. Tako da prvi izmed tistih ključnih elementov je bil razvoj BCI slikarja, kot je že prej Maša omenila. Mogoče bi na tem mestu povedal, kaj je BCI, za tiste, ki mogoče ne poznajo. Torej gre v bistvu za kapo, za vmesnik med možgani in računalnikom, kjer v bistvu zaznavamo možganske valove in jih potem preko krmilnika, vmesnika, dekodirnika pripeljemo do računalnika, tam jih čaka naša aplikacija, ki smo jo razvili skupaj še z dvema dijakoma. Zdaj, vesel sem, da lahko povem, da tudi eden izmed dijakov je prisoten in spremlja tole predstavitev. V glavnem, ja, razvili smo aplikacijo, ki prejme preko BCI-ja signal, da lahko potem uporabnik digitalno slika na digitalno platno. Kot že rečeno, tukaj pri DDT Labu sodelujem kot mentor, povezujem naše dijake, da pristopajo k projektom. Maša bo zagotovo kasneje tudi pokazala številne projekte, ki so nastali s takšnim sodelovanjem. Morda bi še dodal to, da poleg vseh tehnologij, ki jih je Maša že omenila, naši dijaki tudi razvijajo AR aplikacije, torej aplikacije z obogateno resničnostjo. Ena izmed odmevnejših je tudi aplikacija za skupino Laibach, kjer si vsi delimo čas, da smo sodelovali s skupino tudi pri oblikovanju te aplikacije, ki je sedaj v bistvu del razstave v Trbovljah. Tako da ste vabljeni, takoj ko se zadeve nazaj normalizirajo, kolikor je pač možno. Torej usmerjam dijake, jih seznanjam s tehnologijo, predvsem sem vesel, da z Mašo včasih v enem tednu tudi po 10-20 projektov in idej dobiva, tako da je posluh obojestranski, delamo in razvijamo zadeve. Tudi vesel sem, da dijaki so... Prosim? Koliko pa je posluha recimo iz strani odraslih pa vsega nekega recimo institucionalnega okvira do teh impulzov mladih? Verjetno sta tudi vidva pomagata k temu, da se tudi njihov glas sliši. Absolutno. V bistvu je ključno to, da dijak tudi sodeluje pri oblikovanju ideje. Mi damo nek okvir, povemo, kaj želimo, potem tudi dijak lahko razvije svojo varianto, svojo variacijo, da potem pride do enakomernega dela. Zdaj moram povedati, ta inovacija, ki smo jo izdelali, torej BCI slikar, gre za delo 4 inovatorjev. To ne gre samo za delo recimo mene in Maše, pa en del dijakov, ampak 4 enakovrednih inovatorjev. Pustimo detajl, koliko je kdo star, kje je kdo na izobraževalni shemi, ampak gre res za inovativno zadevo in smo vsi prispevali enak delež. Zdaj tukaj Maša vam že kar kaže to našo inovacijo. Zdaj lahko povemo, da smo dobili zlato priznanje za to inovacijo, ki je podelila Zasavska gospodarska zbornica. Potem smo se uvrstili na nacionalno tekmovanje, kjer smo pa prijeli posebno priznanje za inovacijski izziv. Tako da je bila res zanimiva izkušnja. Navsezadnje smo konkurirali velikim gospodarskim podjetjem, kot so Steklarna, Gorenje, Lek in tako naprej. Mi pa smo navsezadnje tako kulturno-umetniška institucija povezana z izobraževalno institucijo. V redu. Maša, povem še, recimo, imate še kakšna dodatna sodelovanja recimo z sorodnimi, recimo, ne vem, uporabniki teh BCI vmesnikov, recimo v medicini ali pa v kakšnih rehabilitacijskih centrih, ali kdo so vaši obiskovalci? Ja, naši obiskovalci so pač res vse populacije nekako zajemam. Pridejo res od najmlajših, že iz vrtca tudi, jih starši pripeljajo k nam, potem imamo ogromno najstnikov, tudi ker pri nas upravljajo tudi prakse, tako dijaki kot študentje.
Potem pa tudi pride pa tudi strokovna javnost, tako da smo imeli že tudi nevroznanstvenike tukaj, potem razne tehnologe. Tako da ja, tudi te naše projekte, ki bazirajo na brain computer interface tehnologijah, mi jih nekako tudi jih pojmujemo, smo dali kar nek tak termin, da so v bistvu to, ko bi rekla, taka kreativna rehabilitacija, bi lahko tudi bila, tako da bi si tudi zelo želeli nekako priti v stik tudi naprimer z rehabilitacijskimi centri, kakor je Soča, ampak zdajle nas malo tale COVID nas malo nazaj drži, ne. Ja, ta je vstavil, ja. Pač ne moramo tja pa demonstrirati, ne, ker nas je obiskal tudi dr. Blaž Koritnik, nevroznanstveni zdravnik iz UKC-ja, je bil tudi zelo fasciniran nad temi našimi napravami, ne, tudi je opazoval, kako pač možganski signal, kako ga berejo in je bil res zelo navdušen, no. Smo se tudi potem menili že delovni obisk pri njemu v laboratoriju, ampak je pol prišel tale COVID in smo mogli pač to malo na stran dati zdaj, ne. Ampak tudi dobro, tale COVID, ki je bil zdaj, smo pa tudi res mi izkoristili za razvoj, ne, tako da smo res v tem času kar precej novih projektov razvili, tudi tak bolj zadnji je tudi tale neurojasti, kot ga mi imenujemo, to je pa tudi kreativna robotika. V tem primeru smo pa industrijsko robotsko roko od podjetja Yaskawa tudi povezali z brain computer interfejsom in pač to nam omogoča prostoročno slikanje z robotsko roko. Je tudi res kar fascinantno, ko res pred sabo še nekako fizično lahko gledaš, kako nastaja umetnina, ne. No, in tudi to je pač en tak projekt, ki ga mi tudi nekako imenujemo tudi kreativna rehabilitacija, pa tudi direkt, to je tudi humanizacija tehnologij, ne. In tudi v tem projektu so z nami sodelovali mladi, v tem projektu precej sodelujemo z Žanom Rajškom, ki je pri nas opravljal prakso, drugače študent informatike iz Velenja, no, in on je pri nas res odkril robotiko in se je tukaj totalno našel, tako da skupaj z njim razvijamo projekte z robotiko. In tudi zdaj bo pač njegova diplomska naloga bo tudi bazirala na tem, ker je pač pri nas delal, ga je to zelo navdušilo, ne. Tudi tukaj bi izpostavila, da tudi mladim želimo nekako dati v glavo ali pa to možnost razmišljanja out of the box, ne. Pač industrijsko robote smo vsi pač takoj dobimo asociacijo, pa pač vajeni smo jih nekako v industriji, ne, predvsem v avtomobilski industriji, ne. Mi smo pa to čisto nekam drugače zapeljali, ne, se pravi, da z industrijsko roko slikamo z mislimi, se pravi, da smo jo v bistvu uporabili že kar neko za kreativno rehabilitacijo, ne, ker tudi Yaskawa prej sploh tega ni počela, ne. In tudi spremljajo ta projekt in jih zelo navdušuje, ne, tako da se tudi pogovarjamo, da bi tudi v njihov sklop razvoja bilo to vključeno. Uroš, povej mi še eno stvar. Koliko je recimo danes se govori ogromno o trajnosti, o odnosu do okolja, recimo in v uporabe tehnologije v pomoč recimo temu boljšemu odnosu. Koliko je recimo to prisotno v vaših predavanjih tehnologije? Ja, mislim, tako je. Kar se tiče mene osebno, želim dijake čim bolj na to opozarjati. Torej, ne samo, da se naučijo, kako se uporablja ali pa krmilju robota, tudi predvsem poudarek na etiki. Torej, da vemo, da recimo umetna inteligenca, kot ste prej omenili, da jo tudi poučujem kot edina šola v Sloveniji, da dijaki vidijo, kaj vse zmorejo, kaj vse lahko naredijo, hkrati pa koliko stvari je že narobe, ki jih počne umetna inteligenca. Tako da se mi zdi, da se trudim, da je čim bolj trajnostno naravnano in tisto, kar je najbolj pomembno, da dijaki dobijo znanje v dobrobit človeštva, ne pa proti človeštvu. Kar se pa tiče naravni Slovenije, ne bom tako, se mi zdi, da en delež je strokovnih šol, ki pokriva tudi sodobne vsebine, kot je recimo robotika in tako naprej. Kar se pa tiče umetne inteligence, pa zaenkrat še ni posluha. In se mi zdi, da se po eni strani bojijo vsebine, hkrati pa mogoče se držijo tistih temeljnih znanj, kot pa da bi naredili nekaj inovativnega, nekaj drugačnega. Dejstvo pa je, da umetna inteligenca je povsod.
Ja. Kar v bistvu nekje umetna inteligenca nekje ima to značilnost, nekje, da naj bi tekmovala v hitrosti, v bistvu predvsem z tem delom človeške inteligence, ki je recimo hiter. Ne? In zdaj, kje je ta, recimo, ne bi lahko rekel, razpoka med način, kar je recimo v humanem smislu bilo del počasnosti, kot recimo refleksija, modrost in to hitrostjo. Kje se recimo po vašem dogaja največje razpoke med umetno inteligenco in tem, kar mi dojamemo kot humano inteligenco? Ja, zdaj, umetna inteligenca, če preprosto povem, je v bistvu skupek nekih receptov, nekih postopkov, ki jih računalnik bistveno hitreje izvede kot človek. Zdaj, v grobem se rad hecam, da je umetna inteligenca statistika in matematika, torej ogromno nekih algoritmov in tako naprej. Dejstvo pa je, da danes umetna inteligenca temelji na ogromnem številu podatkov in ti podatki so običajno od nas. In ogromno korporacij in podjetij služi in dela na osnovi teh podatkov, ki jih puščamo kot nek digitalni odtis, pa ne bo to Facebook in vsa ostala družbena ali pa državna omrežja, odvisno, kako jih poimenujete. In dokler recimo mi uporabljamo podatkovno rudarjenje ali karkoli drugega v povezavi z umetno inteligenco, da rešujemo probleme, ki jih človek ne more v nekem doglednem času rešiti, se mi zdi, da je to dobrobit človeštva. Če pa mi zadevo uporabljamo za to, da simuliramo nekaj človeškega, da simuliramo nekaj tisto, kar lahko zamenja, zato da bo robot upravljal nekaj brez čustev, brez presoje, razuma, je pa nekaj zelo narobe. In kot veste, imamo ogromno robotov, bodisi, ki ponašajo živali, potem vojake in tako naprej. Če gre za robotiko, ki bo človeku pomagala, bodisi so partner v prihodnosti, pomočnik starostnikov in tako naprej, je samo velik plus. Če se bo uporabila v vojski, kar verjetno se bo, potem veste, da samo nekdo stisne rdeč gumb, pa gre lahko vse narobe. In tle je tista meja, kam bo šlo človeštvo, in zato tudi ne samo, da bi morale šole predavati umetni inteligenci, ampak tudi, da bi vzgajale etično programiranje, etično izdelovanje aplikacij. In tle se mi zdi, da je še ogromno potenciala, ki ga bi morali čim prej se lotiti izkoristiti. Maša, ti, ki si prej omenila, mislim, da je iz Japonske prihaja tudi ena glavnih smeri prav etičnega odnosa do robotov. Ker pač oni imajo to nekje vcepljeno, tudi se spomnim še pred leti, ko so prve njihove, recimo, ne samo robote, ampak tudi recimo umetno inteligenco v igrah, in tam nekje vedno so skušali poudarjati ta humani pristop do človeka, da so v bistvu te tehnologije, s katerimi so oni bili, po mojem, predzahodnjaki fascinirani, da so v pomoč človeku in okolju, ne pa obratno. Tako je, ja. Oni res razvijajo tehnologijo, res v tem, da bi pač živeli v harmoniji z njo, ne. In so tudi nasprotniki kakršnekoli tehnologije, razvoja tehnologij za vojsko. Ja, ampak to pri njih izhaja, to je treba res gledati že precej nazaj, ne, iz religije, ne. Njihova vera je že taka, ne, budizem, šintoizem, ne, ker pri njih ima vsaka stvar ima v bistvu dušo, oni verjamejo, da ima kamen dušo. In vsaka stvar, da ima. In tako potem to projicirajo tudi na robote, ne. To je ena stvar, da imajo tak human odnos do robotov. Potem druga je pa tudi iz popkulture, ne. Na Japonskem je res na vrhuncu razvita tudi tale anime kultura, ne, manga pa to. In tudi tam so večinoma roboti predstavljeni kot nek heroji, kot neka nove entitete, neke nove vrste, ne, niso živali, niso ljudje, neka čisto nova vrsta, ki v bistvu pomaga ljudem, ne. Tako da imajo tudi zelo, se ponavadi, koliko z njimi, ki govorim, me zmeraj sprašujejo, pa zakaj imate vi zahodnjaki tak negativen pristop k tehnologiji, predvsem k roboti, ne? Zakaj stalno filmi, kot so Terminator, ne, pa takšne, ne? Oni to čist drugače gledajo, drugačen pristop imajo in iz tega tudi to izhaja, ne. Oni res imajo že to nekako v kulturi, no, kako bi rekla to etiko, ne, ampak tudi
Seveda imajo pa tudi tam mogoče pa neke druge težave s tehnologijo, no, ki jih pa mi nima. Mogoče so pa oni že malo preveč dovzetni, da je mogoče že malo preveč odprti, ne. Vse posod mora biti neka meja, ne, kakorkoli, neka zdrava meja. Kakšno vam po tvojem, recimo, prav ti, ki si nekje implementirala vse te tvoje znanja, predvsem v umetnosti, ne? Meni se zdi, da je ustvarjalnost mogoče tisto polje, kjer se poizkusi lahko delajo na nek bolj svoboden način in kjer v bistvu na nek način ne ogrožaš glih človeštva, če riskiraš kaj več v kakšno določeno smer. Jaz se spomnim predvsem v tej tvojem nekje, kako bi rekel, nek skupek tvojih del je bilo predstavljeno v projektu hibridizacija živosti in me je zanimalo vedno, kaj ti misliš kot živost, kaj je recimo živost v tem načinu raziskovanja za uporabo tehnologije. Ja, ka mene že kot umetnico in kasneje tudi kot znanstvenico me res zanima človek in življenje in kako živimo, ne. In seveda naša življenja, ne, so prepletena močno s tehnologijo, ne. In to sem tudi en moj takšnih projektov, je tudi tale fMRI One, kjer uporabljam tudi tale respirator dihanja in na ekranu gor zraven respiratorja je pa embrio, človeški zarodek. Ta video sem jaz dobila na YouTube. Pravi posnetek ultrazvoka na YouTube, ne. In takrat sem jaz razmišljala, kje že mi začnemo sobivati s tehnologijo, še preden se rodimo, ne. To je bilo to je dobro, neko sobivanje. Potem sem pa razmišljala tudi v intimi. Kako globoko v intimo mi spuščamo tehnologijo, ne? Ker meni se ne zdi nič kaj bolj intimnega, kakor da da mati na internet nerojenega otroka, ne. To se mi je zdelo tak vdor tehnologije in v našo intimo. No, in jaz sem pač to uporabila, ne, ta video, pravi video embrija, ki ga je neka mati dala na internet in s tem, ko mi pihnemo, ne, v respirator da ponavadi nam življenje, ne, v tem primeru damo pa mi tem embriju, tej entiteti digitalni. Ko pihnemo, se ona začne premikati, ne. In nekako tle sem jaz začela razmišljati in to sobivanje s tehnologijo in tudi ta hibridizacija živosti, ne. Ker danes smo na nek način vsi hibridi že, ne. V bistvu sploh nas ni brez tehnologije, ne. To se je pa sploh zdaj pokazalo v času covida, ne. Zdaj, če nismo na spletu, če nismo virtualno prisotni kot neki avatarji, vsak dan nas praktično ni, ne, in to tudi mislim, to hibridizacija živosti, ne, to hibridizacijo s tehnologijami, ne. To pa seveda ima dobre in ima tudi slabe strani, ne. Se pravi, da jaz sem za humanizacijo tehnologije, ampak istočasno, no, pa sploh prek mojih umetniških del, pa tudi malo kritike včasih pokažem, ne. Tem smo v bistvu umetniki takšni, ne, ko kar pride kakšna nova tehnologija ven, kakšen znanstveni dosežek ven, ne, smo v bistvu umetniki, oni, ko mogoče postavimo malo gledalo naši družbi, ne. In si tudi tukaj mogoče lahko malo več dovolimo, ne. Ja, se v bistvu nekje marsikateri in umetnik in znanstvenik, recimo tukaj bi omenil nekega začetnika VR tehnologije Jarona Lanierja, on je recimo zdaj v zadnjem času velik nasprotnik predvsem manipulacije v tej sodobni recimo. In ki pravi, če bi mi vse te socialna omrežja in vso tehnologijo recimo ločili od manipulativnih želja in hotenj, da bi pač se lahko razvijali vsi na nek način brez teh ovir, ne, na nek način, to je glavna problematika. Ja, mi je všeč, da si izpostavil Jaron Lanierja, ker jaz ga tudi ponavadi zmeraj omenjam, sploh v mojih predavanjih o virtualni resničnosti, ne, ker on je umetnik, ne, in on je skoval termin virtual reality, ne, in virtualna resničnost, ne, je v bistvu danes predvsem v nekako bolj v inženiringu, ne, ampak je pa umetnik, no, pionir tega, ki je skoval to besedo, pa prvi tudi, ker je začel eksperimentirati pa ustvarjati avatarje, ne. Tukaj želim to izpostaviti, ne, da tukaj smo umetniki že v bistvu tudi inovatorji, ne. Moraš biti, ne. Ja, v bistvu, jaz mislim, da je marsikatera iskra za katerikoli izum je prišla iz teh kreativnih voda. Tako je, zato, ker na nek način obstaja ta, kako bi rekel, neke vrste
pogum naivnosti, ne? To, da ti imaš nek, v bistvu bi lahko rekli, nek pogum in te ne zanima, nimaš nobene recimo negativne tendence, da bi razvil nekaj v smer zlorabe, ponavadi nosi veliko moč, ne, in čistost. In potem to lahko pa pol doseže marsikoga in velike mase ljudi. Zato imajo umetniki, po mojem, ko bi rekel, mogoče neko prednost v tem. Tako je. Zdaj, me zanima, ali v umetnosti vi nekje v Trbovljah vodite ta Speculum Artium festival. Ne povem še malo, ne vem, v tem kontekstu tudi, kaj vse predstavljate? Ja, to spaša v ta kontekst, ki sem že začela govoriti, Trbovlje novo medijsko mesto, ne, in nekako zametki z tega Trbovlje novo medijsko mesto so se začeli pa ravno s festivalom Speculum Artium. Prva edicija je bila že leta 2009, takrat velika zasluga, za to gre pa takratnem direktorju magistru Zoranu Pozniču, ki je bil tisti čas direktor Delavskega doma, pa tudi zaključil študij novomedijskih praks na akademiji in je nekako skupaj s profesorjem Srečom Draganom in žal že pokojnim Bučarjem, Dušanom Bučarjem, so se nekako odločili, da bi pa probali festival pripeljati v Trbovlje, ne. Nekako tudi malo po vzgledu Linca, ne. Linc ima Ars elektroniko, ne, in Linc je tudi takšno, v bistvu je bil propadlo industrijsko mesto, ne, so tudi mogli iskati novo identiteto, ne, in nekako Trbovlje pa tudi neko propadlo industrijsko mesto, ki mora najti novo identiteto, no, in se je res takrat pripeljali festival Speculum Artium Trbovlje in od takrat naprej je pač to res v domeni Delavskega doma, to je večja ekipa, to nisem samo jaz, ne. Nas je veliko, ki ustvarjamo ta festival, potem smo pa tudi nekako iskali neko specifiko mogoče, ne, našega tega festivala, ker tudi Trbovlje je malo poseben pa pritegniti ljudi, ne, da bi res prišli na festival, pa tudi lokalno skupnost pritegniti, da bi še njih interesiralo to, ne. Tako da smo potem začeli z robotiko, ne, tako da smo nekako tudi prepoznani, ne, tudi po robotih, ne. Ker nekako robotika res zavzema nekako vse, ne. Je tako umetnost, je inženiring, je znanost, je psihologija, je etika, dizajn. Tako da smo se takrat potem odločili za robotiko in smo res v tem času gostili res ogromno najbolj prelomnih teh robotskih projektov, tako kot je na primer Asimo, ne. Smo ga imeli prvič pa premierno, no, in zadnjič tudi v Sloveniji tega humanoidnega robota Asima, potem je gostoval tudi profesor Hiroshi Shiguro, pionir androidne znanosti s svojimi androidnimi roboti, Pelark, potem ogromno nekih ostalih še robotskih projektov, ne. In ta festival se je res dobro usedel v Trbovljah, tudi lokalna skupnost ga je odlično sprejela, tudi mladi, tudi iz cele Slovenije, no, hodijo na te festival tudi šole, ker je nekako vključen v šolske kurikulume, tako da v okviru kakšnega kulturnega ali pa tehničnega dne obiščejo ta festival, ne. In tukaj se tudi marsikdo od mladine, ne, tudi prvič seznani z intermedijsko umetnostjo, se pravi s projekti, ki bazirajo na presečišču med znanostjo, umetnostjo in novimi tehnologijami, ne. In če nam je uspelo vsaj enega navdihniti, da je šel v to smer tudi študirati, smo naredili veliko, ne. Ker to zame nekako velja, ne. Jaz sem tudi v bistvu rasla s tem festivalom Speculum Artium, ne, ko je nekako prišlo do ene točke, zdaj moram pa še v tujino se izobraževati, spoznavati nove ljudi in to seveda prinesti tudi v Trbovlje na sam festival, ne. Tako da je tudi ogromno nekih povezav pa sodelavcev, no, ki sem jih spoznala v tujini, ki sem z njimi v tujini ustvarjala, so potem prišli tudi na naš festival, ne. Koliko imate pa podpore iz raznih, recimo, ne vem, strokovnih ali pa tehničnih podjetij, recimo, kakšen ta BCI senzor imate vi, je pač iz podjetja G-Texan, sem prebral. Ja, tudi z njimi, ja, tudi oni so že podprli naš festival in sicer leta 2019 smo prvič v Sloveniji skupaj s podjetjem G-Tech organizirali Brain Computer Hackathon, ne. In tudi takrat tudi svetovno priznano žirijo,
Pa je zelo super uspelo. Ne. Mene je takrat malo skrbelo, ker je bila le nova tehnologija, to ne pa kdo bo prišel zdaj v Trbovlje, ne, cel dan pa celo noč razvijati aplikacije. Pa je prišlo res, imeli smo 40 udeležencev, ne, to je kar veliko, ne, 40 udeležencev, iz tega je bilo 12 skupin. Moram ti povedati, ker sem bil pred leti, sem imel rezidenco v New Yorku, pa je bilo na podobni stvari 20 ljudi v centru Manhattana, kar pomeni, da ni bilo, da niste tako zaostajali. Ne, tako da je bil to res velik uspeh. Ne? In potem, ko smo videli, da je zanimanje za to vrstno tehnologijo, smo se tudi odločili, pa mi potem vzpostavili BCI laboratorij. Ne? In naj povem, da sta tudi glavno nagrado na tem hackathonu, ki se podeljujejo nagrade, in sicer IEEE, Brain nagrade, to so kar take prestižne, ne, za tisti, ki ste mogoče bolj iz akademije, ne, mogoče veste, da je to kar prestižna konferenca. No, in so dobili tudi glavno nagrado, je šla pa tudi v Trbovlje, v enemu dijaku iz Srednje tehniške šole Trbovlje, pa enemu študentu z FRI-ja iz Ljubljane, ne, ker sta se pa na hackathonu spoznala in tam skupaj ustvarila projekt. Ne. Tako da to je bil kar velik uspeh. No. Drugače pa tudi vsako leto v okviru Speculum Artiuma izvajamo tudi delavnice, kjer z novimi tehnologijami lahko ustvarjajo. Ne. Predvsem za mlade se gre to spet, ne, tako kar je že tudi Uroš prej omenil, ne. Žal si šole ne morejo nekako privoščiti nekih kakšnih hudih tehnologij, ne, v samih izobraževalnih sistemih, pa niti tudi mogoče šolski kurikulumi so malce zastareli, ne, in nekako potem lahko k nam, no ne samo k nam, tudi drugje, ne, se izvajajo takšne delavnice, da se tukaj lahko priučijo določenih veščin, ki so nujno pomembne za danes na začetku 21. stoletja. Ne. Tako da res, ampak ta festival je pač žal, ne, to je samo par dni, ne. In mi smo zmrk, se je festival končal, kaj pa zdaj pa celo leto, kaj, ne. Tako da smo zdaj super veseli, da imamo tale DDT laboratorij, da končno lahko tudi mi zdaj izvajamo produkcijo, ne. Prej smo v okviru festivala Speculum Artium bolj gostili, ne. Produkcija ni bila naša lastna, ampak smo bili samo neko prizorišče, platforma, kjer so lahko ostali umetniki, znanstveniki, tehnologi predstavljali svoje projekte, no zdaj pa tudi mi imamo lahko pač našo lastno produkcijo. Ne. Ja, pa kot si omenil, ja, seveda tudi sodelujejo tudi podjetja, podpirajo ta naš festival. Sploh na začetku res smo imeli tudi veliko podporo, tudi naprimer Cementarna, Lafarge, Rudnik, ne, Elektrarna, to so bili kar naš močni podporniki, ampak žal je to zdaj vse propadlo, ne. Ampak zdaj pa pač tudi smo dobili tudi nekaj novih, ne, tako da tudi zelo dobro, naprimer tudi DVSoft, no, sodelujemo, pa tudi smo še v okviru financiranja Ministrstva za kulturo, no, da financirajo ta naš projekt, pa potem razne ambasade, se tudi mi sami angažiramo, če imamo umetnike iz drugih držav, pač gremo v stik s temi ambasadami in oni tudi rade voljeno ponavadi pristopijo zraven in pač finančno podprejo, ne, te umetnike, da lahko gostujejo pri nas. Potem tudi z japonski smo dobili financiranje tudi Japan EU Fest, razne te japonske fundacije, ki podpirajo, da japonski umetniki lahko sodelujejo na raznih festivalih in razstavah v tujini, ne. Tako da se da, no, je pa res treba celo leto delati, ne, na takšnem festivalu, ne samo par mesecev preden je, ne, treba res negovati in potem so uspehi, se da. No. Če imate že laboratorij, v bistvu na nek način se to delo ne podvaja, ni zdaj, da delate samo zato, ampak nekje že skupaj, medtem ko vi izvajate vaše projekte, se potem lahko implementirajo tudi v samem sistem festivala. Tako, ja. In koliko imate pa razvita recimo sodelovanja v smislu kakšnih recimo rezidenc, ki so zdaj umetniških rezidenc, ki so recimo zdaj zelo recimo prisotna v umetniškem svetu. V glavnem, mislim, da zadnja leta umetniki, če kaj potujejo samo prek rezidenc. Ja, evo, dobro, da si tole omenil, ja, ker smo glih 2 tedna nazaj smo imeli umetnika tukaj na rezidenci.
Je bilo kar izziv, ampak je uspelo, ne, glih to prav čas, no smo še zaključili, ker glih, ko sta onadva šla, smo pa že bili spet pred lockdownom. Jaz sta prišla pa umetnika Mar in Varvara iz Estonije. Onadva sta tudi intermedijska umetnika, prepletata znanost, nove tehnologije v svoji produkciji, zelo dobra sta tudi v prototipiranju. Mar je tudi študent, doktorski študent umetne inteligence, Varvara je pa tudi doktorirala iz novomedijskih praks. No in pri nas sta bila zdaj 14 dni in v teh 14 dneh sta razvila kar nekaj prototipnih aplikacij z našim Jaskavinim robotom, kajti zelo jih je zanimalo delo s tovrstnim robotom, ker vemo, takšna tehnologija je tudi, ker ni tako dostopna. Roboti so le cenovno, so še kar, bom rekla, umetnikom mogoče res nedosegljivi, ne. Tako da sta bila izjemno vesela te izkušnje, da sta lahko pri nas se urila v spoznavanju industrijske robotike in razvila nekaj novih kreativnih aplikacij, ki jih bomo pa tudi kmalu pokazali. Nekaj seveda bo že tudi na Speculum Artiumu, pa tudi drugje že, ne. Tako da imamo tudi te seveda umetniške rezidence. Potem eno umetniško rezidenco smo tudi imeli, no, kjer smo pa imeli nekega mladega tehnologa nadobudnega, to je Matic Bernot, tudi dijak Srednje tehniške šole Trbovlje, je bil tudi pri nas na rezidenci, je pa skupaj s članom Laibach razvijal to AR aplikacijo. Ravno tu smo pa želeli nekako povezati nekega mladega tehnologa z že uveljavljenimi, etabliranimi umetniki, kot so Laibach, ne. Nastala je čudovita AR aplikacija, ki je trenutno tudi na ogled na njihovi razstavi ob 40-letnici. Ravno zdaj je v Zasavskem muzeju Trbovlje je ta aplikacija, deluje na telefonu, je na Google Storeu brezplačno in pač animira nekaj 6 kultnih plakatov, no, smo si izbrali, sta si izbrala skupaj, no, Laibach in Matic Bernot in te njihove kultne plakate nekako lahko zdaj z novimi tehnologijami animirajo, ne, in pokažejo nekaj, kar mogoče nismo videli, ne. To pa vabljeni v Trbovlje v Zasavski muzej, kjer si lahko ogledate in tudi izkusite to. Zdaj, ko se bo spet odprlo. Ja, ko se bo odprlo, jaz mislim, da bo, ker je razstava je drugače do septembra, pa je kar tak zanimanje, tako da možno, da bo še kaj podaljšali, ker je res odlična razstava. Uroš, kaj pa vaša šola ima kontakt s podobnimi šolami, recimo, ali pa s podobnimi programi iz drugih šol, nekje? Imate to kakšne zmenjave, kakšne kontakte v tem smislu? Ja, imamo. Zdaj, že v okviru tega, ker v bistvu sodelujem kot predsednik Državne projektne komisije za računalništvo, kar pomeni, da potem imamo septembra študijsko skupino in pridejo učitelji vseh računalniških šol v Sloveniji. Tako da tam so tudi izmenjave mnenj, sicer pa tudi imamo v Trbovljah, letos bo že 6. konferenca TRI, ki temelji na tehniškem izobraževanju in predvsem na inovacijah, kjer lahko tako profesorji kot tudi dijaki predstavijo svoje inovativne ideje. Tako da mi vabimo učitelje različnih šol, tudi gospodarstvenike, da predstavijo svoje ideje. In kot že rečeno, letos bo 6. ponovitev, tako da bojo tudi letos predstavili iz Kopra, Šiške, Novega mesta svoje tehnološke podvige. Sicer pa učitelji hodimo tudi na različne konference, so kot vsako podjetje, in se potem prijavljamo in predstavljamo zadeve. Tako da so možnosti, res pa je, da mogoče na nacionalnem nivoju, torej če govorim na področju Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ali pa Ministrstva za šolstvo, pa ni zaenkrat nekih gibanj ali pa recimo nekih akcij, kjer bi spodbujali inovativnost. Bodisi na področju aplikativne znanosti ali pa razvijanje nekih pedagoških inovacij. Bilo pa je, torej pred leti tudi sam sem v okviru inovacijskega projekta razvil neko aplikacijo, ki temelji na umetni inteligenci. Ampak zaenkrat ni nič razvidnega, da bi bilo neka podpora učiteljem tudi iz tega vidika. Dobro, jaz mislim, da zdaj smo nekje prišli do tega recimo vsebinskega sklopa pogovora, do nekega konca.
vem, če Maša ima še kaj, smo kaj pozabili povedati, če imamo še kaj, potem bi mogoče pogledati, če ima kdo kakšno vprašanje, če pa ne bomo se kar sami vprašali. Dominik, ki je... Mogoče bi tudi to omenila, da mi imamo tudi v laboratoriju ob četrtkih, vsak četrtek v tednu imamo tudi Open Doors, tako da lahko kdorkoli pač pride pa demonstriramo naše projekte, ko pač upam, da bomo naslednjim tednom že lahko začeli. Ob četrtkih imamo od 12. pa do 18. ure. A se je treba prej prijaviti? Ja, prej se je treba prijaviti, so informacije na spletni strani, ravno zaradi boljše organizacije, ker tudi ta izkustva so bolj tako individualna, pač en ima lahko naenkrat na glav BCI pa to. Tako da so bolj zaželjene manjše skupine. Dominika, je kakšen Tako, zdaj pa, če ima kdo kakšno vprašanje, bi lahko vprašate ali pa napišete v pogovorno okno. Zdaj zaenkrat še ni nobenega vprašanja v pogovornem oknu. Pa lahko še tudi to omenimo, da med 21. in 25. aprilom pa pripravljamo tudi teden robotike skupaj s Tehnoparkom Celje, se pravi v Tehnoparku Celje, kjer bomo mi postavili na ogled vse tele naše robotske projekte, pa tudi še kar nekaj drugih bo. Tako pa res en tak mogoče zanimiv teden robotike, kjer bomo pač predstavili, kako se v Sloveniji ukvarjamo s kreativno robotiko. So drugače tudi nekje kakšni, recimo, drugi umetniški centri, poleg Ruka, s katerimi še nekje sodelujete v tem umetniškem smislu, recimo? Ali ste v glavnem kot delovna skupina, si prej omenila, da ste 3 skupine, Koper... Ja, seveda, tudi z drugimi zelo dobro sodelujemo, na primer s telemi iz Celja, Tehnopark Celje, ker mi imamo vsem tukaj kar bolj male prostore, tako da to produkcijo pa te delavnice izvajamo tudi precej kar pri njih. Tako da ja, mi smo v bistvu odprti za kakršnokoli sodelovanje. Dosti sodelujemo tudi z Enknap, tudi z njimi s to plesno skupino, kot sem že omenila, tudi z Lajbahi kar precej, potem sodelujemo tudi s Tomo Križnarjem. Imamo tudi kar dva zanimiva projekta, primer smo ga tudi opremili s 360-stopinjsko kamero, ker vemo, Tomo Križnar, on gre parkrat na let v Južni Sudan, v Nubske gore, tja skoraj noben ne gre, pa šele mediji, in on je tam dokumentiral ta plemena, njihove običaje, plese, tudi to njihovo arhitekturo s 360-stopinjsko kamero. Mi smo to zmontirali in sedaj lahko pač to gledamo na očalih in smo nekako potopljeni v njihove te običaje, kot bi bili tam. To gre za dragocen tak antropološki dokument, ene kulture, pa tudi v tem smislu... Ja, tudi v smislu osveščanja, kot sociološki projekt. Tako. Potem imamo pa z njim še en drug projekt v razvoju, tega pa še razvijamo, kjer pa nekako z enimi LoRa napravami vzpostavljamo tak telekomunikacijski sistem povezavo, ker tam pač nimajo telekomunikacije, je bila porušena, tega ni. In potem nekimi te LoRa napravami in tudi s tehnologiji iz Linca smo že razvili prototipe, smo imeli tukaj že v Lincu delavnico, potem tukaj tudi pri nas. Tomo je to tudi potem nesel v Nube in tam stestiral. Testi so bili v redu, imamo zdaj nekaj malo orientacije, kaj moramo še popraviti za naprej. Tako da tudi to je pač ta humanizacija tehnologije, ki je lahko mi tehnologi, s temi novimi tehnologijami tukaj res nekje tudi pomagamo, opolnomočimo ljudje, ki bi to potrebovali. Tako da ja, s Tomom Križnarjem in njegovo ženo Bojano Pivk Križnar tudi dobro sodelujemo, v tem smislu. V bistvu vam ne manjka navdušencev, ki bi se... Ne, res, ideje, ja, čas ima, ja, dan premalo ur za nas, ja. Ideje res ne zmanjka,
Okay. Zdaj, ne vem, če imate vprašanje, dajte kar vprašati. Mogoče bi jaz izpostavil eno vprašanje, ker zdaj tudi v centru Nordunk se ukvarjamo največ z vesoljem, ampak tudi smo zelo povezani z tehnologijami, pa tudi s tem umetniškim vidikom. Zdaj mi vidimo, tudi mi zdaj uvajamo svojega robota, humanoidnega robota in je to kar izziv. Na eni strani je treba zagotoviti ta tehnološka znanja, ki so zahtevajo kar visoke nivoje, na drugi strani so pa zdaj umetniki. In zdaj umetniki ponavadi nimajo teh znanj in je zdaj treba tu poiskati tudi sodelovanje med različnimi ljudmi, med različnimi strokovnjaki. Kaj zdaj vi mislite, katera je največja ovira pri umetnikih in kako bi še umetnike bolj vključili v ta proces humanizacije oziroma uporabe tehnologij pri svojem ustvarjanju? Ja. Kar se tiče, če si zdaj izpostavil robotiko, sploh tole humanoidno robotiko, tukaj, kar je na primer z robotom Pepper, velika ovira je tudi, da so tu kar finančno nedostopni roboti umetnikom. To je en tak izziv, s katerimi se soočamo. Potem pa tukaj je pa res treba tvorno sodelovati, tukaj pa res morajo umetniki in tehnologi skupaj stopiti. Dobro, nekaj tehnološko znanje, da se vzpostavi sploh sistem robota, potem pa seveda robot rab vsebine. Tu pa lahko mehke vsebine, tukaj pa pridemo zraven tudi umetniki. Pa še več bi si mi želeli tudi zraven sodelovati tudi s kakimi sociologi, psihologi pa antropologi. Jaz mogoče tudi malo pogrešam, da bi se bolj v te vsebine vključevali zraven. Ne samo v teoriji, ampak tudi fizično zraven. Iz mojih izkušenj je recimo prav... Kar malo manjka, Iz mojih izkušenj je v bistvu problem predvsem v tem, da recimo humanistično usmerjeni umetniki gledajo na tehnologijo večkrat z neko skepso in v bistvu potem se dogajajo projekti, ki so zanimivi, ampak pretežno na konceptualni ravni, na teoretski ravni, ne toliko v direktnem sodelovanju. Nekje se mi zdi, da mogoče je bil že čas, da se z znanjem zmanjša ta stopnja neke bojazni do tehnologije. Več znanja lahko doprinese samo manj ignorance in večjo dostopnost tehnologije in uporabo v neko dobrobit človeka. Ja, tako je. Vidim, da ni nobenega drugega vprašanja. Če pa še bo kaj, mi lahko tudi mi imamo tudi RUK, Facebook stran, tam lahko tudi na Delavski dom se oglasite s kakšnimi vprašanji, nas obiščete. Res vem, takole, ko čas razlagam komu, kaj mi vse počnemo, kakšno produkcijo imamo, je res malo tak, je res treba doživeti. Mi se res zavzemamo za doživetja s temi tehnologijami, nujno je potrebno fizično to doživeti. Tako, torej ste tudi vsi povabljeni, da te tehnologije, ta ustvarjanja podoživite, lahko greste v Delavski dom, pridete k nam, zdaj, kot je Maša omenila, je tudi zanimiv festival bo zdaj v Tehnoparku v Celju, tako da je res to treba videti, da se ta uporabnost tudi fizično opazi. Zdaj, če ni vprašanj, bi še jaz mogoče opozoril, da imamo še en sklop oziroma eno predavanje v tem sklopu, to je pa zavest o bivalnosti v breztežnosti in uprizoritveni umetnosti, ki bo 22.4. ob enaki uri. Na tem predavanju bo pa glavna zvezda oziroma predavatelj Rajko Pertot z Antonijem Čakominom in ste dobrodošli, da se pridružite tudi takrat. Mogoče pa zdaj bi še dal kot sklepno besedo Rajkotu. Antonij Čakomin je tudi človek, ki bi mogoče rade volje sodeloval. Mislim, da je prav Antonij Čakomin, on je
recimo moj sodelavec že leta in je VR umetnik, eden prvih uporabnikov kamere 360 stopinj že iz Trsta doma. On je tudi vodja VR sekcije pri festivalu Film Festu v Trstu, je že za svojimi projekti bil na Bienalu v Benetkah, tako da njemu bom to predlagal, da ne oglasi tudi pri vas v Trbovlju. Mogoče boste kaj združili, kakšne moči. Ja, že če imamo še nekaj minut, zdravo vsem, me slišite? Ja. Viga, Antonija. Čau, Rajko, čau. Ne, samo vprašanje, to me zanima, ker tudi moje raziskovanje v VR-ju in tudi delno v robotiki, ker poučuje tudi VR elemente imerzivnih tehnologij v mehatroniki v Italiji. In je vedno ta, bodi si v VR-ju kot v robotiki, vidim, da je ta smernica, da moramo imeti vedno to humanoidno, vedno vezan na človeško situacijo, na človeško podobo. Torej, roboti morajo biti kot človek. VR mora prizarjati vedno, mora vedno imeti neko vezo z realnim svetom. To fotorealistična virtualna realnost. Vedno iskanje neke replike oziroma neke kopije realnosti. Zakaj rabimo vedno imeti to kopijo realnosti? Meni je zares tako čudno, tudi Boston Dynamics, ti roboti, ki so vedno morajo plesati, morajo nekaj delati, kar človek dela. Zakaj pa ne uporabljamo in gremo preko tega uncanny valley, ta problem, da mi vedno se bojimo skoraj robotov, ki nimajo očes ali ne vem kaj, so skoraj podobni človeku. In isti uncanny valley je tudi v virtualni realnosti, ker če to ni kot je realnost, torej je umetnost, je umetna realnost, zato ne obstaja. Zakaj ne uporabljamo predvsem v arhitekturi tudi, če se vežem z delom Raja, je vedno ne iščemo novo arhitekturo, nove metode, kajti tehnologija nam daje te nove metode, nam daje te nove možnosti, ampak mi skušamo vedno replicirati tisto, kar že poznamo. Zakaj ne gremo v neznano, v robotiki, v VR-ju, v arhitekturi v VR-ju? To je vedno eno vprašanje, ki stalno gre preko svoje raziskovanje, ki imam v VR-ju in tudi vezano v robotiki. Seveda, robotika moja je vezana tudi na biomedicino, zato je vedno nekaj, kar operativno mora biti tako ta smer. Samo zakaj ne gremo v neznano in vedno v tisto, kar je bolj tako polite, ponekod. Maška, povej ti. Ja, to je res, ker sploh, kar se tiče razvoja robotike, je tako, ker Boston Dynamics in podobna podjetja zakaj razvijajo robote, da bi nam pomagali in če želimo, da bi nam pomagali, se morajo znati orientirati v našem prostoru. Mi smo prilagodili vse okrog nas, da se prilagaja našem telesu. In potem, če želimo, da bo nam robot pomagal pa manipuliral v našem okolju, potem mu dajo takšno obliko. Potem z psihološke plati je pa to, da se mi bolj dobro počutimo, če imamo pred seboj še nekoga, ki je nam podoben, da izgleda kot mi. Nekako je šlo preveč v uncanny valley, da je preveč deformiran, se počutimo neprijetno. To je področje robotike, ja. So pa šli, kar se tiče v VR-ju, so pa dosti razvoj, kar se tiče teles, da so takšne deformirane, da imajo več mogoče udov pa tega, kjer pa raziskujejo plastičnost možganov. To se pa meni zdi zelo zanimivo. Tudi Jaron Lanier je eden izmed teh utemeljiteljev, on je tudi precej raziskoval to, ker ga je zanimalo, če bolj je deformiran moj telo, naprimer naredil je avatarja od lobsterja, ker ga je zanimalo, če nas možgani lahko, če so sposobni manipulirati telo, če ima več udov. In
bistvu se to da, tudi v robotiki, no, smo delali mi na Japonskem takšne eksperimente. Tako da z tega, ja, stališča, no, vse hočemo nekako antropomorfizirati, vse, da je pač po človekovi podobi, ne. To se tiče, to bi mogli pa pač na nas, no, mogoče, no, da bi si mogli pa umetniki malo Jaz recimo, če pogledam iz stališča recimo prav bivalnosti kot arhitekt, ne, ki sem se ukvarjal z objekti, z umetno gravitacijo in s tem v bistvu ugotavljam, da eden glavnih pristopov sodobnega raziskovanja je šel precej stran od pionirskih, ko so bili pripravljeni iti živeti kamorkoli v vesolje. Zdaj, za satelit in tem so na nek način omejile to zmožnost človeka samega, da prevzame odgovornost do mutacije. Ker v bistvu katerokoli raziskovanje v novi prostor bi podrazumevalo tudi sprejetje neke vrste mutacije samega sebe. In v bistvu... Je zanimivo, da v izbiri avatarja, naprimer v Second Life, to je že pred leti, ne, imamo vedno humanoidne, sedaj imaš tudi te druge like, ne, druge. Je zanimivo, nek dokumentar se ga dobi na YouTubeu, Me and My Digital Self, kjer so določene nekatere osebe, ki recimo imajo kakšno prizadetost, so hendikapirani, imajo kakšno recimo ali imajo roko in dodajo dodatne roke, ne? Tako da skoraj da bi povečali to razliko, ne? Med navednicami normalnostjo, ne? In tudi to je zanimivo, da robotika ne gre v to smer, gre vedno v smer normalizacije, ne? In tudi virtualna realnost, ne? Tudi da se dobro počutimo, da smo vedno v safe zone, umetnost pa gre v obratno smer, po mojem, ne? In zato, po mojem, umetnost in tehnologija morata biti vedno, umetnost je tisto, kakor si rekel ti, ne, Raj, da greš preko tiste boundaries, preko tiste meje, ne, ker v umetnosti lahko se igraš s tem, brez da greš v eno skoraj etično, ne, seveda je treba vedno biti do ene mere, etika mora vedno biti prisotna, samo lahko greš raziskovati tisto mejo, ki znanost oziroma aplikacija teh tehnologij pa ne gre, ne, ker ni safe zone, gre izven safe zone, ne, iz tega prostora, v katerega... Ja, ta cona ugodja, ne, ta nas podobni, ki delajo tisto, kar mi delamo, ne. Jaz mislim, da je na nivoju, predvsem recimo vašega DDT laba, kjer osveščate ljudi, bi precej prevelika radikalnost oddaljila obiskovalce na nek način, ne. Razen, če bi projekti bili res samo umetniški, ne. Kaj misliš, Maša? Ja, no, mislim, ali bi pa še več jih pridobili, mogoče, ne? Ali pa še več, ja, ali pa to, ja. Mislim, da bi zdaj, ko imamo ta safety zone, da bi pa zdaj lahko šli nekaj bolj ekstremističnega, ne? Ja. Smo pa seveda si tudi želimo še več sodelovanja, no, z umetniki, ne? Malo boljše, no, mogoče celo imamo zdaj malo, bi rekla, no. Smo tehnično kar dosti se spodkovali, ampak bi pa res, si želimo še več, no, sodelovanja z umetniki, sigurno. Tako da vabljeni umetniki. A je še kakšna tema? Ne, mislim, da smo kar lepo izčrpali. Teme še seveda ostajajo, tako da bomo še naslednjič obdelali kakšne zanimive. Danes bi se pa res lepo zahvalil vsem za izčrpna predavanja, za veliko novega, za zanimive stvari. Rajko, za tvoje vodenje in se potem
vidimo čez nekaj dni spet na novem predavanju. No, tako da se spoznali že oba predavatelja. Ja. Bova prisotna 22. Tako. Maša in Uroš, hvala vama obema in gotovo pridemo na obisk in pridete tudi vi, potem, ko bo naš projekt recimo realiziran, sta vabljena. Z veseljem. Predstavitev. V redu. Večer, srečno. Srečno. Hvala. Živijo.